tegnil ven iz sebe korenino, kot, ne vem, korenino hrasta, ker so korenine, ne vem, par 100 metrov v globini. To se ti je zgodilo. Nekateri, mislim, da bi to morali vsi, ki so delali na sebi, ti si pa dejansko tukaj ob mami si doživljal, pripravljal si se za to, kot diploma. In na koncu te zgodbe je samo spokoj. Samo spokoj, nič drugega, to je najdražja stvar, ko ne moreš kupiti. Ne moreš, ni diplome za to, ni nekaj, da ti rečeš, zdajle grem na Oxford in potem v CV-ju, ko napišeš, ko iščeš službo, aha, ti si študiral na Oxfordu, ti nekaj veš. Ne, za to ni diplome. Ampak to je tako močno v človeku. To, jaz mislim, srečala sem nekaj ljudi, a se to snema? Smo že, pozdravljeni. Mi pozdravljeni vsi, dobrodošli na podcastu Akt. Mi smo kar snemali, ker je seveda pogovor neskončno zanimiv ves čas že in se mi zdi škoda, da tega ne slišite, teh modrostih in modrovanj Ane Malenice. Ana Malenica je astrologinja, starosta slovenske astrologije. Jaz sem jo spoznala preko Dragice Čarna, in, ki jo je ona, ti si Dragico učila, in me je v bistvu najbolj premaknila s tečajev z njenimi knjigami. To bomo vse te podatke bomo dali od spodaj, tako da boste vedeli, in tudi internetne strani. V glavnem, pravzaprav sem preko Dragice in Ane jaz doživela razsvetljenje, seveda, kar se tiče astrologije. Jaz sem prej poslušala Džotiš pa Bazi in se mi je ta moderna oziroma ta novodobna astrologija, ti boš pol razložila, vedno zdela malo zlorabljena, malo banalna, seveda, ker jo poznamo samo iz časopisov in tisti, ki pač piše, na primer, Big, to pa to, ne, in vsak teden nekaj posebej. V bistvu mi je Ana tudi za svojo analizo, kako, na primer, kakšne povezave imam s svojimi otroci, dala misliti in sem seveda zdaj v življenju bolj pozorna, kadarkoli se mi kaj dogaja in rečem, aha, to je to. In ko razume človek in ve, da ima tle on pravzaprav nekaj za narediti, potem je življenje na nek način lažje. In to so, glede na to, da tudi direktorji svetovnih podjetij, da na koncu koncev voditelji držav upoštevajo astrologijo in astrološke nasvete, se pravi, smo se končno znašli v času, ko se spet priklanjamo zvezdam in starodavnemu znanju. Današnji pogovor bo zelo zanimiv. Povabim vas, da se nam pridružite na podcastu, da se pridružite v članstvo. Da nam sledite. Da všečkate in komentirate. In komentirate, postavljajte vprašanja. Dobrodošla, Ana, neskončno sem vesela, da midve sva se danes namreč z Ano prvič v živo vidiva. Prej sva samo preko telefona in preko Zooma, a ne? Tako. Ja, jaz mislim, da so se mi dve že srečale davnaj. Ker ti imaš Sonce v biku, jaz imam Jupitra v biku in te dve planeti so že nekaj dobrega naredile v življenju. Zato smo tako hitro, energije so spregovorile, kot da bi se poznale, pa se res poznamo, najine duše se poznajo. Samo najin se tega ne spominja. Ampak jaz sem raziskavala tvoj in moj horoskop in definitivno sva koristne pod navednicami ena drugi. Nikoli ne bova škodo delala ena drugi, tudi če bi prišla taka situacija, da si v konfliktu z nekimi interesi, mi dve nikdar ne bi delale škodo ena drugi. No, vidiš. Tako, kot politiki najdejo način, če gre, ne vem, recimo sodnik dobi na obtožno klop svojega prijatelja. Takrat rečemo neko subjektivni odnos. Ampak midve nikoli v tem življenju, verjetno tudi v prihodnjemu, bova koristne ena drugi. Z informacijo,
z nasvetom, s tolažbo, katerokoli področje. To je zelo dobro. In nama bo tudi ta oddaja dobro stekla. Čeprav se danes počutim utrujena, nisem fit. Retrogradni Merkur mi je tako zagodo. Upam, da... Ampak danes ni več, ne? Danes nima več svoje moči. Do 3. junija je retrogradni, ampak naslednjih 10 dni Neptun oziroma Merkur potuje skozi svojo senko. In še vedno je neroden. Preverja, kar ni sprožil, kar ni razčisto. Če je naredil, to rečemo, da je Merkur v senci, v svoji senci. Ja, pa bomo šli kar takoj, direkt, smo že v astrologiji. Jaz poslušam te izraze že dolgo časa, ampak kaj to pomeni, da je Merkur retrogradni? Retrogradni. Jaz rečem, da je Merkur v Gatorade. To je tudi malo za tiste, ki naprimer prvič slišijo o astrologiji. Ali pa že 10-tič pa ne vejo, kaj to pomeni. Jaz doskrat, ker imam te svoje sledilce, ker v vsakem prispevku dam neko pojasnilo nekega strokovnega izraza. Jaz običajno ne pišem za astrologe, jaz pišem za male ljudi, torej osnovna šola. In retrogradni Merkur pomeni navidezno vračanje nazaj neke planete. Planeti se gibljajo stalno, tako kot v našem telesu dihamo, srce utripa, ledvice delajo, tako tudi s planetami. Ko planeta gre naprej, to se imenuje stacionirano gibanje. Ko se planeta v nekem obdobju svojega gibanja po svoji orbiti ustavi in se začne vračati nazaj. To pomeni, da planeta v tem primeru, vse planete razen Sonca in Lune so lahko v tem retrogradnem gibanju. Retrogradno gibanje, ko se dogaja, planeta preverja svojo simboliko. Največ retrogradni je Merkur, ker je retrogradni 3-krat letno. Merkur, ki potuje 127 dni skozi naš horoskop. Pomembno je omeniti gibanje planetov, pa tako Luna rabi samo 29 dni, da prehodi celoten horoskop oziroma vsa znamenja od ovna do rib. Sonce zato potrebuje 365 dni, to vemo. Venera potrebuje 227 dni. Mars potrebuje 2 leti. To so ti planeti, recimo, hitri, ki se hitro gibajo po svojih orbitah. Potem imamo pa planete, gremo naprej, ki so počasni. Jupiter potuje 12 let. Danes bomo tega Jupitra kar nekajkrat omenili v našem pogovoru, predvidevam. Saturn 30 let. Uran 84 let, Neptun 168 let, Pluton 250 let. To so ti transcendentalni planeti. Oni so tudi retrogradni. Recimo, Merkur je retrogradni 3 tedne. Saturn je retrogradni nekaj mesecev, Neptun nekaj mesecev, Pluton nekaj mesecev do 2 leti. Na vsake 2 leti je Mars retrogradni, to pomeni tisto vračanje. Gre naprej, stacionirano, se ustavi, tokrat je Merkur bil v znamenju dvojčka, ustavil se je in se začel iz dvojčka vračati v bika. Za nekaj stopinj in se ustavil v biku. In potem se daje v biku in se bo začel vračati nazaj v dvojčka stacionirano. Ta retrogradus pomeni veliko za človeka. Planet ve, Merkur ve, zakaj to počne, kaj preverja, kaj se nismo naučili, kaj smo pozabili, kaj so drugi pozabili. V času retrogradnega Merkurja, to ne velja za ostale retrogradne planete.
Ampak za retrogradnega Merkurja definitivno velja, se ne podpisuje nikakršne pogodbe, se ne začenja nič novega. Mi lahko podpisujemo pogodbo, recimo, če smo naredili neko predpogodbo pri prodaji stanovanja, ker smo se dogovarjali, ampak smo že neko dejanje naredili. Ko je retrogradni, absolutno ne. Nasploh ne za osebe, katere so direktno povezane z Merkurjem. Merkur je vladar mojega sončnega znamenja, dvojčka, in pri meni je absolutno se tokrat odrezal svaka čast. Kaj me vse naučil, koliko me je namučil, kolikokrat me je razjezil in samo rečem, naj se enkrat preneha. Še danes mi je zagodal, še danes, ko je končal. Ampak če smo že pri tem, mi bomo verjetno to oddajo nekje, oziroma ta podcast, ne vem, kdaj ga bomo objavili, snemamo ga, se pravi, v začetku junija. Najbolj bistveno pa zdaj si mi takoj dala, mislim, takoj smo že pri glavni temi. Vlada je včeraj prisegla, ne? Oziroma, mi smo, kaj pa to? Kaj pa to v tem trenutku? Ne, to je, ta vlada, pomembno je, kdaj smo imeli volitve. Aha, to je pomembno. To je pomembno. Pomembno je, da so se že dogajalo se za odrom, marsikaj se je dogajalo. Ja. Ti misliš, da so ti ministri, da ta mandatar, da to danes so organizirali. Nekaj se je pletlo, nekaj se je začelo plesti takrat, ko je to gibanje bilo ustvarjeno. Tako da to ni nenavadno, samo je posledica. Dokončujemo stvari, ki so se začele v preteklosti. Dokončujejo se. Recimo, nam plačajo račune tisti, ki so nam bili dolžni. Tako da retrogradni Merkur ne pomeni samo slabo. Retrogradni Merkur, nekaj se dogaja plus, nekaj se dogaja minus, kot vsi planeti. Tako da jaz mislim, da ta tema, o kateri bomo danes govorili, da se bomo doslej dotaknili te nove ekipe horoskopa Slovenije. Ja. Jaz mislim, da sedanji predsednik, jaz nisem strankansko opredeljena, ampak se ti zahvaljujem, če mi boš dovolila, da bomo spregovorili o horoskopu Slovenije, da bo končno da je prišel čas, da je Slovenija odrasla. Ko sem omenila gibanje planetov, govorimo o Saturnu, ki je vladar slovenskega oziroma podznaka Slovenije. Slovenija je rojena v znamenju raka, v podznaku je Kozorog. Vladar Kozoroga je Saturn, Saturn potuje 30 let. Aha, in zdaj smo mi po 30 let prehodili, ne? Ja. Zdaj bi jaz prosila, verjetno bomo to... Kar zdaj? Če mi prineseš tisto rumeno, veš, kam zraven čokoladic je horoskop Slovenije. No, daj pa meni, če prinesi planer, da zaradi tega, ker bi rada povedala, to, kar je zdaj Ana razlagala, si ti pisala tudi za naš planer. In jaz sem tako vesela teh razlag, ker mi velikokrat ne vemo, ne razumemo, ko rečemo Merkur. Jaz sem vedno mislila, Ana, da je to Merkur vladar trgovine, pa tako tega vsega. A ne najdeš? Ne, torbica rumena, verjetno. Ne, vrečka s čokoladica ni moja torbica. Tisto vrečko, ki sem ti dala v avtu. Ona je še v avtu, se pravi v avtu bo še tekel. V živo je to, je seveda podcast, to tako je. No, tako da, to tako je. Veš kaj, Merkur je najbolj čudovit bog, jaz mislim, v našem horoskopu. A res? Najmogočnejši. Ni samo komunikacija, ni samo trgovina. Merkur vlada lopovom, kvartopircem, tudi goljufom,
vlada svetnikom. Merkur je edini planet v našem zodijaku, kateremu je dovoljeno, da se giblje v vseh 3 svetovih. No, vidiš, tega nisem vedela. Ja. Merkur je tist, ki mu izročimo zlatnik in nas pripelje s čolnom do podzemnega sveta. Njemu je vstop v podzemski svet dovoljen. V ta svet lahko vstopa samo Pluton, vladar Hada. Ja. To je tudi Pluton. Plutonu naša duša, oziroma ko zapušča naša duša, ko se zmeni, da je prišel čas za odhod, verjetno bo nekdo imel toliko časa, da obvesti okoli njega ljudi, kako se dogaja to srečanje, oziroma ko duša zapušča eterični del našega telesa, zapušča fizični del. Ja. To je srečanje s smrtjo. Ja. Takrat se pojavi Merkur, njemu zaupamo tiste skrivnosti, marsikdo ne more umreti, zato ker se ni spovedal. Zato pride župnik, da mu povemo svoje grehe, da nam da, ne vem, mazilo. In to je vse Merkur. Bog trgovine, Bog pisateljev, pesnikov. A pol je tudi hvala, evo. To je pa v živo, ne? Vse smo navajeni, domače, doma in v živo. Sploh ni treba izpostavljati tega, Zdaj, mislim, da je jasno zdaj sem samo pa, od sebe. hvala ti za to razlago Merkurja, veš kaj je meni tudi všeč, to, ko poslušam te razlage o teh planetih, da imajo vsi, to, kar mi tudi v gledališču, oziroma tako, kot jaz doživljam svet, da ga ves čas vidiš celega, vidiš njegovo temno plat in vidiš njegovo svetlo plat. In življenje ni nikoli samo eno ali pa samo drugo. Življenje je ves čas enokrogel planetki in zato je toliko odvisen od nas, kako mi to gledamo oziroma razumemo. Ampak je ves čas svetlo in temno. Bog, se pravi, si rekla, kriminalcev in hkrati svetnikov, mislim, oziroma planet. To je neverjetno. Sam še nekaj, če smo že živo, sem nekaj še vrstimo tako. Veš, Aha. mi imamo 2 ravni, 2 svetila imamo, Sonce in Luno. Sonce se vrti po svoji orbiti in ustvarja eno raven. Luna se kroži okoli Zemlje in razstava drugo raven. Obe skupaj ustvarjata čudež, ki mu rečemo življenje. Te 2 ravni pod vplivom planetov iz našega osončja, ki vpliva tudi na našo zavest. Tako, vse se dogaja v naši glavi, te 2 ravni, ki jih imamo, te 2 dimenzije, pod vplivom planetov, zdaj jaz ne vem, koliko se bo to videlo, ali pa recimo lahko pokažem. To je horoskop Slovenije. Pokažeš pa sem, le, tukaj, vidiš, tukaj je kamera, ti imaš svojo kamero. Aha. To je Zdaj boš zoom natalna naredil? karta Slovenije. Jaz imam en tak primitiven program, kar za mene ne pomeni nič, da mi vse program napiše, ker to kot neki komercialni horoskop. Toliko, da mi zriše, jaz sem še 20 let nazaj vse risala. Peš delala horoskope. No, tako sem se malo modernizirala. To je horoskop Slovenije. Se vidi? Ja. Bomo pol magari dali zraven slikce. No, v glavnem. Planeti, notranji krog je Slovenija. Zunanji krog so planeti v tranzitu. Notranji krog je posnetek naše energije, to je posnetek, ki se zamrzne in ostane za večne čase zamrznjen. Nikoli se ne spremeni. Aha. Ker se planeti neprestano gibljajo po svojih orbitah, s hitrostjo, ki sem jo prej povedala, v trenutku aktivirajo ta naš horoskop. Če neka planeta, ne vem, aktivira Urana, če aktivira, se odzove tako, kot se odzove ta planeta v konjunkciji, ko se najde na isti stopini, to se imenuje konjunkcija. 2 planete na isti stopini. Aha. Če so 2 planete pozitivne,
aktivira se neki pozitivan dogodek. Če so negativne, negativen dogodek. Če je ena planeta pozitivna, recimo Uran vpliva na naše možgane, na tiste možgane, ki jih imamo v glavi. Kaj so se skriva v naših možganih? Če jo Uran aktivira Luna, se dogaja nekaj hitrega, ker Uran je hiter, Luna je hitra, to pomeni dogodek, kako traja 2 dni pa pol, lahko pa traja 7 let. Tako da to gibanje planetov je izjemno pomembno. Izjemno vedeti o gibanju planetov je veliko bogatstvo. Vračamo se na Saturna, na Slovenijo, ker sem rekla, da je odrasla. Vsak od nas doživi to inventuro, prva inventura. Recimo imamo nekih 5 inventur v življenju, sedaj, ko smo toliko odrasli, ko smo toliko, mislim, stari, ko se življenjska doba podaljšala. Prva inventura je pri 30 letih. Koliko si ti star, Maj? 32 sem bil aprila. No, se vračam. 22. si imel prvo življenjsko inventuro. Verjetno imaš Saturna v Kozorogu. Verjetno, to bomo videli. To pa Dragica ve. To bomo enkrat o tem se malo... Dragica, če zdaj pokličem, bo ziher tako odgovorila. Srce naše, moje. Tako da veš, da si ti to doživel. Slovenija to inventuro doživlja sedaj. Ker je Slovenija v podznaku Kozorog, ima pa Saturna v Vodnarju. Saturn je prestopil v Vodnarja leta 2020. In bo ostal v Vodnarju do leta 2023, prvi kvartal leta 2023. Sedaj je pa v Vodnarju. To je zelo pomembno. To pomeni, da ti imaš Saturna v Kozorogu. Prva inventura, da se planet vrne v isti položaj, kot je bil v trenutku svojega rojstva. Slovenija je imela Saturna v Vodnarju, ko je bila ustvarjena. Torej, po 30 letih je prišel Saturn v Vodnarja in je začel aktivirati tisto, kar je bilo zamujeno, kar je bilo tema učenja, kar je bilo tema, da nam ne reče, da uporabljamo sovražni govor, velikih napak. Ker Saturn je, njemu rečemo učitelj. Torej, ni tako enostavno ustvariti novo državo, pa da vse veš. Moraš delati napake. Se učiš. Ta vlada, ki smo jo zdaj dobili, ima veliko priložnost. Kaj jo verjetno ostale vlade prej niso imeli. Mi smo imeli 14 vlad. Imeli smo 9 oseb, ki so zasedle predsedniško mesto. In ti si to vse preštudirala, a ne? Jaz to študiram že 30 let. In razmišljam in se veselim dneva, kdaj se bo zgodilo tisto, za kar je Slovenija bila ustvarjena. Slovenija je edina država, po moje, na svetu, mogoče to Monako je tudi država, ampak ni nikoli, če govorimo o Evropi, nikoli nobeno tujo državo ni napadla. Ja. To je čista karma. Slovenci so vedno bili odvisni od nekogar, so bili združeni z nekom, ampak samostojne države niso imeli. Slovenija ima Luno v Strelcu. Slovenija je ustvarjena, evo, jaz imam zdajle kurjo pot, to je za mene energetski kontakt. To pomeni, da neka sila, ki je v meni, izven mene, v tebi, izven tebe, potrjuje moje besede, zato, da postane kot neka demovercija pravega sistema, ki je naklonjen vsakemu človeku. Slovenija nikdar ne bi smela biti v nobeni vojaški zvezi.
morala biti neutralna. Največje bogatstvo države je njen narod. Največje bogatstvo Slovenije je njen narod. V astrologiji Luna predstavlja in našo dušo, predstavlja narod, delavski razred, v mundani astrologiji. Slovenija ima Luno v Strelcu v 12. hiši horoskopa. To pomeni, da ta narod je moral prestati to neko katarzo 30 let. Naučiti se, vemo, da so se ljudje začeli oglašati pogumno. Za slovenski narod to ni tako karakteristično. Na ulice. Želimo spremembe. Dovolj nam je. To je narod naredil. Narod bi verjetno tudi v nekih drugih obdobjih se mogel na isti način odzvati. Pa ni. Torej je izbral pogum in je šel na ulice. Dozorel. Odrastel. Torej odraščamo 30 let. Po 30 letih, to jaz imenujem, so omare polne vsega. Oblačil. Pa čuvamo, nekateri čuvajo, ne vem, pleničke od rojstva, oblekice. V 30. letu praznimo te omare, ven mečemo oblačila, ki jih nikoli več ne bomo potrebovali. Zato, da napolnimo z novimi oblačili, modernejšimi oblačili. Dogajajo se neke kardinalne spremembe. Če nismo poročeni, se ženimo. Če smo poročeni, se lahko ločujemo. Dobivamo nove službe, doštudiramo. Torej nekaj kardinalnega v našem življenju se zgodi. Potem je naslednjih 30 let, tisto, kar nismo ozavestili po prvih 30 letih, ponovna priložnost je čez 30 let, v 60. letu. Potem je ponovna v 90. letu, ker imamo toliko stoletnikov. Ja. Prej nismo toliko upoštevali, smo rekli, ajde 60. leto, potem pa nastopi neka obdobje življenja miru, ki uživamo v tem, kar smo dosegli. Zdajle vse življenje, jaz imam veliko, na koncu koncev, jaz imam 70 let. Mislim, obedve A veš, da sem jaz tudi razmišljala, jaz sem točno od meni, pri 30 letih sem se jaz zaljubila. In ko sem bila stara 32, tudi poročila, edinkrat v življenju. Ja. 60-ih? Aha, to pa ne povem. Veš kaj, to, Ja. veš kako, če ti spoznaš nekogar, recimo, tako kot se tebi zgodilo, in pomembno, s kom si, v kakšen status imaš, ko si star 30 let. Če ti ostaneš, pomeni, da odneseš to osebo v naslednji krog, v naslednjih 30 let. Običajno se, spet se vračamo tistem izrazu retrogradnosti, govorimo, da Saturn potuje po svoji orbiti med 28 in 30 let. Ravno zaradi te retrogradnosti. Ker včasih traja 7-8 mesecev, včasih traja. Smo live. Se upravičujem. Mislim, mami, no. To se mi pa ne zgodi nikoli, ampak ne vem, kaj sem. Retrogradni Merkur. Vsak izgovor je dober, ja. Ne, res. Si rekla prej, da boš dala napotiham, se Ja, zmenila. sploh ne vem. Te bomo iz razreda ven poslali. To je neverjetno. Zdaj, ki sem te poslušala natančno, sem zložila svoje življenje v nulo. Ja. Ja. Naslednja inventura, recimo, kaj se bo zgodilo v Sloveniji, ko bo nastopila druga inventura. Ker država, to smo mi, Ja. je živ organizem. Ja. Mi lahko govorimo o horoskopu Slovenije tako, kot da bi bila sedela pred mano Slovenija in jaz si tolmačim njen horoskop. In se eksaktno da ugotoviti, kdaj se bo kaj zgodilo, kdaj in kako se bo zgodilo. Tako da sedanji predsednik, njega je kozmos poslal. Mi v teh 30 letih nismo imeli predsednika, ki bi bil vodnar.
imeli smo, evo kaj smo imeli. Imeli smo 2 device, Janšo in Cerarja. Imeli smo Raka, ki je dobil priložnost, pa prva Peterletova vlada je dobila nezaupnico. Je bil Rak, Lojz Peterle. Imeli smo Ropa, ki je bil Kozorog. Imeli smo edino žensko, Aha, ki smo imeli, ja. je bila Ovan. Oven je To bila. se da vse v detalje, jaz se nisem hotela javno izpostavljati, ker sem imela drugega dela. Recimo, imeli smo torej 14 vlad, od tega 9 oseb, ki so zasedle mesto predsednika. To pomeni, nekateri so. Recimo Drnovšek je bil 4-krat predsednik. Janša je bil 3-krat predsednik. Zakaj? Janša je devica, analitičen, močan, vztrajan, tako kot vsak planet, vsak predsednik je imel pluse in minuse. Recimo, ampak je bil devica. Cerar je bil devica. Analitičen, nažalost, ni izkoristil svoje priložnosti. To pomeni, ni bilo šans, da nekateri od teh znamen. A ni bilo šans, že zaradi tega ni bilo šans. Aha. Lahko bi bilo, če bi recimo, tlele še marsikaj drugega je treba upoštevati, odraščanje Slovenije, učenja o svoji lastni državi, predvsem pa spoštovati narod. Predvsem narod. Luna v Strelcu zahteva čast in dostojanstvo. Vsem, levim, desnim, srednjim, Ja, vsakega, ki Vsem. najdeš na slovenski zemlji. Ja, ne? ja. Ker strelec v astrologiji predstavlja filozofa. Vsako znamenje ima neko svojo vlogo. Konkretno strelec je filozof v tem horoskopu, tem živalskem zodiaku, ki mora razmisliti o ostalih 11 znamenj, kaj bodo delali, kje bodo delali, na kakšen način. In če je pozitiven, torej višji nivo, je svetnik. Če je nižji nivo, je manipulator. Jaz rečem, strelec je kot davčna uprava, ki jih moraš predložiti vse, koliko si zaslužil, izvor, poreklo. Ko vse veš. In če ti vse veš o vseh znamenjih, če nisi višji nivo, si manipulator. Če jaz vse o tebi vem, potem bom manipulirala s tabo, te bom, ne vem, izsiljevala, te bom nagrajevala. In če je Luna v Strelcu, to je ta demovercija, kakšen sistem je pravi, da bi se človek počutil človek, predvsem človek. Da svojim delom zasluži toliko, da solidno živi. Ja. Če ti hočeš imeti 5 hiš, pa si pripravljen za to delati, izvoli. Ampak za 8-urni urnik Ja. moraš toliko zaslužiti, da si privoščiš stanovanje, da si privoščiš šolanje otrok, da sebe izobražuješ. Počitnice 2-krat na leto. Tako kot Da je bilo dostojno nekoč, živiš, da ja. dostojno živiš. Ja. Jaz sem živela v socializmu zelo dobro, v družini, ki je bila poprečna, delavska, smo Tudi imeli, smo Jaz pa ne. ja, jaz sem to srečo sem imela in jaz se tega ne sramujem, to ne izpostavljam niti kot plus, niti kot minus, vendar v pogovoru jaz to vedno priznam. Ampak ugotavljam, da marsikdo moje generacije, da imajo demenco, da so pozabili, da so dobro živeli. A je to stvar, ki jo lahko pozabiš? Ne, jaz mislim celo, da je zelo vprašljivo, če ti lahko svojo zgodovino, se pravi del svojega življenja, pobarvaš z nekimi, oziroma mislim, da se sramuješ nečesa. Namreč se je res, da nismo imeli
vse na dosegu rok, tako kot imamo zdaj, ampak notranje sem bila jaz srečna, mirna Spokojna. in spokojna. Ja. Absolutno. Se pravi, ste imeli vse, kar ste rabili. Imeli smo vse, kar smo rabili. Tisto, kar pa smo si želeli, smo pa sanjali, ampak zaradi tega nismo bili nič bolj nesrečni. Mislim, ker se Še bolj materialno motivirani mogoče. Ja, ker materialno itak nikoli nič ne prinese sreče. Ne? Se to že Pa vsi nikoli ni vemo, dovolj, ne. Ja. Mi smo šli, jaz sem odraščala na reki. Recimo, včasih smo dopoldne špricali in sva šle s prijateljico na sladoled v Trst, na Štop. Ja. Z rdečim, Ja. tako, kar vsi. Iz reke na Trst, Na sladoled. Saj nismo imeli denarja, da si kupimo kavbojke. ja. Ampak za sladoled smo pa imeli. In smo špricali polk in smo šli na sladoled. Tega se odlično spomnim. Imeli smo rdeči potni list in smo šli čez mejo. Vse povsod spoštovan, potni list, kamorkoli z njim smo lahko prišli, čisto vse države sveta. Za maturo vsa dekleta smo šli v Trst, da si kupimo obleko. Ja. Ampak smo bile vesele. Tako, to je pa luna v strelcu. To luno v strelcu ima Slovenija. Slovenija ima luno v strelcu. To Zanimivo. pomeni, Slovenija je zaklad znanja. Bogatstvo Slovenije je znanje, ne industrija, Ja. znanje. Ja, ja. To, kar sem brala, kar sem poslušala, je v programu sedanje vlade. Znanje. Kaj je najdražje na svetu? Znanje. Znanje. Ne fabrike. Naj zidajo Kolikor fabrike. znaš, toliko veljaš. Tako. Ne pa, a veš, to pomeni, da Slovenija je v trenutku, v bistvu prihaja v obdobje, ko ta njen strelec ne bo več ne bo manipuliral, ampak bo izrabil to znanje oziroma za dobro vseh. Ja. To pomeni, končali smo obdobje Kozoroga 2020. leta. Takrat smo imeli novo vlado. Ja. Spet sestavljamo uganko. Za mene to ni uganka. Je samo potek dogodkov, logični potek dogodkov, ki se dogajajo na podlagi gibanja planetov. Tako da ta predsednik, ki je rojen 23.1., je vodnar. Z močnim pridihom Kozoroga. Torej, vsa znamenja, ki so, Kozorog se konča 22. Sonce prestopi v vodnarje 23. ima značilnosti enega in drugega. Kot vodnar bi verjetno preveč letel. Vodnar predstavlja svobodo. Vodnar, ko govorim, zakaj bo narod imel korist od te vlade, riba smrdi od glave, je tako. Predsednik je tisti, ki daje pečat svoji vladi. Vodnar bi letel, bi samo razmišljal. Vodnar ne predstavlja čas. Kozorog je pa kronometer, je čas. Vztrajan, nepopustljiv, dosleden, odgovoren. Vodnar, prikaz vodnarja recimo v teh komercialnih horoskopih ga prikazuje kot dečka, ki ima v levi roki vrč in zliva vodo. Metafora. Ta voda, to je znanje. Vodnar vse razdeli. Vse deli. Vse deli, Ja, vse deli. Torej deli svoje znanje. Vodnar predstavlja naše prijatelje, pripada celemu svetu. Zato je sestavljena na ta način tudi ta vlada. Iz vseh strank, ki so prišle v parlament ali če niso prišle. Torej, vodnar pripada celemu svetu. To je tisto luna v strelcu. Končno smo dobili nekogar,
ker to spoštuje, kar je v horoskopu Slovenije bilo nakazano. Že ob rojstvu. Jaz ne vem, ali je kdo konzultiral katerega astrologa, ko so izbirali datum za rojstvo, ja. To sem te hodila vprašati, ker vidim, da eni astrologi različni datum Slovenije, izbirajo drugačne datume. Ampak jaz ne vem, zdaj, kdo kaj izbira, ne vem. Jaz vem, da tega uporabljam. Ta horoskop Slovenije sem želela, jaz sem imela 2 učitelja v življenju. Prvega maestra Mileta Dupora in drugega Zorana Milekiča iz Beograda, ki je že umrl, že 10 let, 15 let je že mrtev, je bil škorpijon, pri katerem sem se učila povezovati planete. Je bil neverjeten, je bil dvojni škorpijon, ker magija astrologije je v znanju astrologa, kako uspeva povezati planete. Ja. Vsi se lahko naučimo pomen planetov, znamen, hiš, aspektov. Kako jih boš pa povezal? To je isto kot profesor. Vsi študiramo zgodovino, kako pa ti to zgodovino doživiš, odvisno od profesorja, kaj bo ostalo te zgodovine v glavi učencev. In on mi je dal ta datum. In tudi verjetno obstajajo ti registri. Tako da zadnjič mi je nekdo rekel, ne vem, kateri datum je omenil, ne vem, kje je dobil te datume. Ker za vse države obstaja register. In za Rusijo, in za Srbijo, in Hrvaško in tako naprej. Tako da Slovenija je rojena v znamenju raka, enako kot je Hrvaška rojena, en dan za njo. V poznaku je kozorog in vsi dogodki, kateri smo bili priče, od ustanavljanja do danes, se ujemajo s tem njenim horoskopom. To lahko jaz potrdim, ker jaz te zdaj spremljam že nekaj časa in se spomnim, da si spremljala ameriške volitve, za razliko od drugih astrologov si ti napovedala tako, kot je tudi bilo. Ne? Pa si bila, mislim, da skoraj da edina. Tako da, kaj še Sloveniji? Za kjer je to volitve? Ta zadnje, ja. Zdaj, recimo, kdaj je Slovenija rojena? Takrat, ko je bilo razglašeno v parlamentu. Ja. To je bilo 25.6.1991 leta. Ja. Ob 80 zvečer. In to je datum, ki drži. In kaj še nam, se pravi... Jaz sem nekaj vprašan. A recimo, zdaj, ki je ta tekoča tema, to, ko gledamo na Ukrajino in Rusijo, a je možno kaj tazga, recimo, zdaj, če pogledamo v retrospektivi, ko je recimo Putin pripeljal Ruse na mejo, a je možno v tistem trenutku, da bi, ne vem, vi kot astrologinja lahko napovedala, ker takrat noben ni recimo verjel, da bo šlo čez mejo. Ne? A je možno, da če bi se recimo posvetili astrologi temu, da bi takrat, ne pravim, da bi rešili zadevo, ampak da bi drugačen pogled dobili v to namero? Jaz bi se izognila odgovoru, mislim, da ga poznam, bi se izognila, ker bi prišla v konflikt s mnogimi drugimi, bi pa rekla, da trenutno je Neptun v znamenju Ribi, torej v svojem vladarstvu. Neptun je bil odkrit 1846 leta. In mi sedaj živimo, prva generacija ljudi, ki smo dočakali povratek Urana, povratek Neptuna v svoje vladarstvo. Sem rekla, on pa to je 168 let.
Vsak planet ima pozitivne in negativne lastnosti. Odvisno je od liderjev, ki so trenutno na oblasti v svetu. To obravnava mundana astrologija. To tebe tudi zanima posebej, ne? To me absolutno zanima, verjetno bi bila zelo dober politični analitik, ker toliko poznam astrologijo, pa mogoče nekoč bom. Zdaj smo vsi kralji, nekoč je verjetno v nekem prejšnjem življenju sem bila astrologinja nekega kralja in tudi sem slabo končala. Verjetno so me zadušili in vrnili, ker sem dala napačno prognozo. Tako je bilo rizično biti svetovalec kralja, ampak vsi kralji so imeli svojega astrologa in je bilo prepovedano, da dela za nekoga drugega. Ne? In kakor vem, je tudi Putin imel svojega astrologa, da je natančno izbral datum napada na... No, zdaj delno bom odgovorila na to. Če je Neptun v svojem vladarstvu, pomeni, da je izjemno močan. Torej, zadnjih 10 let vojna v Ukrajini se ni zgodila v sekundi. Ni bila odločitev, ima neki pedigre, ima neko ozadje, najmanj 10 let staro. So se dogajali, ni vse za naša ušesa. Mi vemo tisto, kar nam servirajo. Mi slišimo tisto, kar nam nekdo parafira, cenzurira novice. Kar želi, da slišimo. Tako da, kdo so energije v tem trenutku na svetovni sceni? Nikakor ne tisti, ki ljubijo človeka, ki želijo človeku dobro. Ker če bi bili, potem ne bi bilo toliko lačnih, ne bi bilo toliko revnih. Jaz vsakeč, ko odprem pipo, pa poteče voda, vsakeč mi stopijo solze v oči, ker se spomnim in sem tako šparovna, da nekdo v Afriki pije vodo iz mlake, ali jo sploh nima, ali ubira zaradi žeje. Tega ne bi bilo. Če bi bili pravi lideri na svetovni sceni, če bi bili pravi lideri v evropskih državah na čelu svojih držav, ne bi bilo vojne. Vas sprašujem, od koga kdo naj brani slovenski narod? Od koga? Če slovenski narod dobil tak horoskop, Slovenija ne bi smela biti v NATO. Bi morala biti neutralna. Če bi bili vsi neutralni, potem vojne v Rusiji ne bi bilo. Ne bi bilo. In bi se ustavilo. Zakaj potrebujemo NATO v Evropi, ki je bil ustvarjen par let po vojni? Po vojni, ki je odnesla 60 milijonov življenj. Zakaj potem rabimo NATO? Zakaj rabimo določene procente iz bruto dohodka odvajati za vojsko? Naj bo ta vojska tista, kar nam v primeru elementarnih nesreč stopi na sceno. Nekaj koristnega. Zakaj nam ubijajo sinove, očetje? Zakaj? Te moške rojevamo mi matere. Luna je mati. Jaz kot ženska, da sem prestara, da bi to dosegla, sem nekoč razmišljala, da bi mi ženske morale stopiti. Tudi mi ženske smo odgovorne za vojno, ker dovolimo, da nam ubijajo sinove. In hčere. In hčere, ampak recimo otroke rojevamo mi matere, nosimo jih v svojih maternici. Sama beseda to govori. S kakšno pravico? To pomeni, tudi mi ženske smo tiste, ki smo odgovorne. In zato sem ponosna, kar rečem, recimo, lejte to, v tej vladi je toliko ženskih ministric. To so nekatere stvari, da resnično ti stopijo solze v oči. Jaz zadnje čase sem bolj pogumna, kot sem bila prej. Imam 70 let, kaj mi lahko naredijo?
Ubiti me ne smejo, osvajati me ne morajo, ker me ne zanima, ker sem prestara. Kaj mi pa lahko naredijo? Vzamejo mi mojo besedo. To je edino bogastvo, ki ga imam, da lahko govorim. Merkurja imam močnega, je tako. Ampak razmišljam pa neko stvar. Nekateri moji prijatelji, ko rečem, da bo ta vlada, pokojni Drnovšek je bil v 4 vladah predsednik. Ta vlada bo doživela ne samo dokončanje tega mandata, ta vlada bo doživela najmanj 4 mandate, če ne 5. Ja, Ja. vidim, ja. Vem, vse to je energetski kontakt, neka sila potrjuje moje besede. Hvala za tako lepo razlago tudi. Na kaj pa moramo biti, naprimer v horoskopu, če gledaš, a moramo biti posebej na kaj pozorni Slovenci? Jaz mislim, človek mora biti to, kar je. Uporabljati svojo zdravo pamet. To isto, kar sem prej rekla, kako jaz, meni se je začela demenca upravičeno, ker sem imela možgansko kap. Ne? Pa lahko sem jaz dementna, ampak moja generacija, intelektualci, ki so hodili v isto šolo kot jaz, smo sedeli v isti klopi z otroci zdravnikov, direktorjev in delavcev, ki smo imeli javno zdravstvo. Za vsakega človeka se je borilo na pediatrični kliniki v Ljubljani, je bila UKC bio znamka. Ja. Vsi najtežji primeri so prihajali v UKC Ljubljana. In ti ljudje meni rečejo danes, a si ti normalna? Pa menda ja nisi volila to vlado. Pa se sprašujem, a ste vi dementni? Jaz imam potrdilo, da sem dementna, da se je začela demenca. Kakšno potrdilo pa vi potrebujete? Da ste nori? Vse ste pozabili. To ne morem razumeti. Na kaj moramo biti pozorni? Da upravimo svoje zdrave možgane. Dajmo priložnost, da nekdo izpolni. To so sanje, ampak te sanje so resnične. Luna v 12. hiši, to pomeni, težko prihajaš do teh sanj. 12. hiša so skriti sovražniki. Že na začetku je Slovenija imela skrite sovražnike. Že iz horoskopa je razvidno, da to ne bo tako lahko. Ne bo lahko. Na kakšen način delimo bogatstvo neke države? Samo spomnimo se tega. Spomnite se tega. In si dobi odgovor. Na kaj moramo biti pozorni? Samo odpreti srce. Ne želim narediti ničesar, kar ne želim, da se meni zgodi. Ne delaj nobenemu to, kar ne želiš, da bi kdo delal tebi. Tako, nič drugega, samo na to. Bodimo lojalni. Jaz ne vidim, tudi če bi se karkoli zgodilo, hipotetično govorim, pa vem, da se ne bo, jaz bi puško vzela in bi šla braniti to. To je moja domovina. Kje je pa ta lojalnost? Kje je ljubezen do domovine? Ne vem, kaj se je... Kaj se je zgodilo s človekom? A je to ta leto 2020 tako močno, ker nas je kar spremenilo? Jaz sem tudi šele v bistvu, zdaj vidim jaz res, da kada bi se ljudje odprli, jaz sem mislila, da bo prišlo lepo ven, pa ne prihaja samo lepo. Velik dvom, velik jeze, mislim, na nekaj, kar se meni sploh ne zdi niti problematično, naprimer na neko svojo zgodovino. Ne? Se ti veš, mi smo ves čas govorili lepo o naši bivši državi, ker na koncu jaz sem odraščala v neki državi in sem ponosna na svojo zgodovino in je ne želim pozabiti. No? Ne smem, jaz sem ponosna na to, da sem bila Titova pionirka, da sem bila mladinka, nikoli nisem bila komunistka. Tudi jaz ne.
Ampak sem ponosna, s ponosom, koliko sem jaz bila ponosna za dan mladosti, koliko sem bila ponosna, enkrat je prišel na Reko in sem jaz bila zbrana, mislim, da sem bila v 4. razredu, da sem bila v tistim, ki so mu dali rože, koliko sem bila jaz ponosna. Nihče me na to ni prisilil. Če sem slišala, da prihaja, prišel je na razstavišče v Ljubljani. Jaz sem tekla, sem bila že mati, imela sem otroke, jaz sem tekla, da ga vidim. Ker sem si hotela zapomniti ta trenutek. Ko je umrl, jaz sem jokala, moji starši so jokali, vsi moji prijatelji smo jokali, kot da smo izgubili svojega najdražjega, ker smo vedeli, da se bo vse spremenilo. To smo pa res vedeli. Ampak če pogledaš, Sam bo eden izraz, ki si ga videla. Predvsem mi smo tle vzgojeni v neki taki skupnosti in tako. In nas je vedno navduševal ta izraz bratstvo, jedinstvo. Ja. To je vse, kar lahko jaz povem. Jaz nisem bil v Jugoslaviji, nisem živel. Jaz sem občutil ta duh po jugoslovanski. Me pa nas doma nikoli niso skrivali tega, nekaj je bilo dobro, nekaj je bilo slabo. Ampak ta fraza se je užgala tle noter v zadnji in evo, ne morem, bratstvo, jedinstvo, že sam to, to je, kar govorite vi že cel čas, ne. To je to. Pa ko govorimo, kaj je bogatstvo nekega naroda? Mladina. Mladina. Ampak me tudi veseli me, jaz sem član Zveze borcev, plačujem članarino, dobim tisti časopis, 2 leti nisem šla na zborovanje zaradi pandemije, ampak prvič, ko bo, moji starši so bili v taborišču. Jaz nisem bila v vojni, zato sem pa član Zveze borcev. Moraš biti nekjer. Sem član, plačujem članarino za spominščico, Združenje dementnih, tako da sem koristna nekjer. Ampak to, kar ne morem razumeti, a to odgovor, kako se moramo postaviti? Ljubiti svojo domovino. Prvo to. Drugo, dajmo priložnost, če ti nekaj ponujaš. Jaz lahko pljuvam po tebi, še potem, ko bom imela slabe izkušnje s tabo. Pa še takrat ne vem, zakaj bi moral pljuvati, ker če se je nekdo trudil, zapomniš si. Mogoče to najbolj preseneča zdaj pri teh volitvah, ker sem tudi starejše poslušal, ta prepričanje, to ne bo nič dobrega. Kako ste lahko neumni, bo se to volili. Pa jaz sem tle neizkušen mladič, pa vam pravim, pa dajte nekomu zaprobati, če to ni šlo, pa to ni šlo, zakaj pa, če bo nekaj čisto novega, zakaj ne bi saj probali? Kako veš, da ne bo? Kako si lahko prepričan, kaj bo jutri? Tudi vi, Ana, čeprav ste astrologinja, ne vem, kako ste lahko prepričana, če bi lahko s takim prepričanjem govorila, kaj bo jutri. Ne bi. Za mene je, evo, jaz sem rojena v katoliški družini. Praznujem Božič, več se ne srečujemo z otroci na dan božiča. Iz pietete do svojih prednikov, do svojih staršev, iz pietete. Verujem v Jezusovo zavest, ne verujem v cerkev kot inštitucijo. Nasploh po vsem tem tudi sem doživljala, ko sem zastavljala taka neumna vprašanja, recimo. Bila sem stara, mislim, da sem bila stara 8 let in se po nesrečo z motorjem sin naših sorodnikov v Karlovcu. In sva z mamo šle na pogreb. In sem šla z mamo tega mladeniča, smo šli v cerkev. Župnik je rekel, da ne bo prišel na pogreb, ker je bil pri rdečih, ker je bil komunist. In sem jaz rekla, a kdo je pa za špeco Bogu, da je on bil komunist? A ima tudi Bog svojo udbo? Pač ljudje so omenjali, ta beseda se usedla v moja ušesa in takrat ni bilo mobitelov, ni bilo takih povezav. Je bil čas, da me vpišejo na verouk. V nobeni cerkvi, mi smo stanovali v centru, torej občina Stari Grad, župnik je rekel, da ne.
To je bilo 3 dni po tem dogodku, ko sem jaz res? župniku rekla, ali ba tudi Bog udbo in kdo je za špeco, Bog kako bo vedel, da je on bil komunist. In je rekel, da ne bo šel na pogreb. Takrat se meni to tako zamerilo, potem sem se pa, moji mami je uspelo, mislim, da sem hodila v kapucinsko cerkev na Žabici, to so kapucinerji. In si hodila tja k verouku. Tako, k njemu. In je spoštoval moj način razmišljanja, velikokrat se smejal in ko sem bila v komi, sem se srečala s pater Modestom. A res? To Vsi pomeni, da ljudje, ko oblikovajo neko moje mnenje, Ja. neko moje mišljenje, moje življenje, tudi pater Modesto oblikoval. Zato pravim, iz pietete človek se drži nečesar. Iz spoštovanja do nečesar. Mene so tako učili in jaz sem tudi tako vzgajala svoje otroke. In če bi imela vnuke, bi jih na isti način vzgojila. Zato je astrologija moje življenje. Jaz sem se začela učiti astrologijo s 15 leti. A veš, koliko je to let nazaj? To je moja dimenzija življenja. Jaz to državo spremljam skozi horoskop. Nikakor ni moglo se zgoditi na teh volitvah, da bi zmagal katerikoli od tega. Janša je, po moje Janša, Slovenija bi bila najboljšega predsednika z nekimi redukcijami. Janša je rojen na isti datum kot moja mama. Se pravi, Janša je imel šanso, da bi bil dober. Absolutno, absolutno. Se ne bi bil tako velik, če ne bi imel tega vsega. On ima v sebi moč. Ja. Če bi on potegnil ta narod, ta voz gre naprej. Enostavno mu ni bilo dano. Od Boga ni bil dan. Od Boga ni. So pač bili nekaj, kar je tem nasprotovalo. To, kar jaz rečem vsakemu, nekaj ne da. A verjamete v to, da se lahko sam odločaš, mislim, da imaš več možnosti, pa da se sam odločaš, da je odvisno od tega, kako si na katerem križišču stopil? Ja, točno, ja, to je temeljno vprašanje. Koliko lahko vplivaš na svoje življenje, koliko pa ti... Sem lepo povedal. Ja. Hvala Lepo. dosti. Hover mother. Veš kako, jaz mislim, učim moje kliente in stalno govorim, imaš možgane v svoji glavi. Mi lahko vplivamo, naša svobodna volja sega do gibanja planetov, do tistih planetov, katerih povratek mi doživimo. To pomeni planetov, ki potujejo 84 let, to je Uran. Nekoč Biblija, jaz Biblijo zelo dobro poznam, tudi Kuran poznam. Poznaš tudi zelo grško zgodovino in filozofijo. Se mi zdi, da bi se lahko- Ljubiteljica tega, ne? Ja, ampak če bo Biblija omenja, da so ljudje živeli 650 let, 450 let, jaz verjamem, da bo to nekoč se vrnilo. Dokler pa ne doživimo Neptuna 168 let, verjetno bo še vedno brat ubil brata. Nažalost. Tako kot je Abel ubil Kaina. Ne? Človeški možgani, mislim, da jih uporabljajo, naj bo 15%. 85% je neizkoriščenih. Jaz to najbolj vem, ker sem imela možgansko kap, ker mi je bil prizadet center za govor. Moji možgani so potrebovali 1 leto, da so našli substitut, ker tisti center, ko prileti strdek v možgane, isto sekundo odumre in se nikoli ne regenerira. Ampak v ostalih delih mojih možganov so območja z močno voljo, z mojim Merkurjem. Ljudje so bebasti, ko doživijo možgansko kap. Dobesedno bebasti. Jaz nisem prepoznavala ljudi okoli sebe. Nisem znala, kam jih vtakniti. Ker je bila prizadeta desna stran, jaz sem z levo roko risala astronomska znamenja. Zakaj? Ker so globoko vsajeni v mojih možganih.
Tako je isto odgovor na koliko, dokot sega človekova svobodna volja. Toliko, koliko traja, da Uran pride v isti položaj kot trenutek našega rojstva, to je 84 let. Zakaj se je zgodila vojna v Rusiji? Neptun je v svojem vladarstvu, tako kot sem rekla, in bo v vladarstvu v ribah do leta 2025. To pomeni, kaj pomeni Neptun? Čem vlada? Spletkam, lažem, intrigam, prevaram, goljufijam. Na eni strani. In na drugi strani vlada naši zavesti, podzavednemu umu. Božanski inspiraciji. Neptun je tisto, kar dojenček prinese seboj ob rojstvu. Vsi otroci se rojevajo s stisnutimi pestmi, ker čuvajo tisto božansko. Vsi umiramo, odprte dlani. Nobeden ni umrl, da imajo stisnjene pesti. Nobeden. Zakaj? Ker ne more ničesar s sabo odnesti. Vsak bi stisnil neko kuglico zlata. Odnese lahko samo zlati zob v glavi, če ga ima. Nič ne odnesemo s seboj. To je ta božanska inspiracija. Mora priti duh človeka. Riba smrdi od glave. Če je na čelu države mislec, filozof, bodo tudi iz ljudi bo potegnil tisto najboljše. Če je na čelu države nekdo, ki je slab, potegne tisto slabo. V vsakem človeku je in dobro in slabo. Nažalost. Kaj potegne iz tebe? Učitelj. Najboljši. Dober učitelj, najboljše. Slab učitelj, najslabši. Dober učitelj je tisti, ki je strog. Saturnu rečemo učitelj, mučitelj. Molči, on ima čas za čakanje, njemu se nikamor ne mudi in on čaka svojo priložnost. In smo prišli do leta 2020. Kaj se je zgodilo? Velika konjunkcija Saturna, Plutona in Jupitra v znamenju Kozoroga. To je pojav, ki se ponovi na vsakih 700 let. 700 let. V prvem letu našega štetja smo dobili Jezusa. Jezusovo zavest. Jezus je umrl za človeka. To ni metafora. On je umrl. On se reangriral. Jaz te še malo govorim zaradi kapi, pa če sem, uznemirjena, malo začne se fecljati. No. Se opravičujem. In potem je, se pravi, Jezusova zavest v prvem stoletju in potem? Potem, kaj je bilo v 7. stoletju značilno? Velike migracije ljudstev v Evropi. V 14. stoletju dobili smo novo vero. Luterane. Novega sveta. Tako. Kolumbo, 1400, ne vem katerega leta. Ja. Potem smo dobili, pomembno pa je migracija narodov. 2020. leta smo se astrologi bali, da bo nekdo stisnil na gumb. Nekaj, kar bo spremenilo človekovo zavest. Pa nismo dobili nuklearno vojno, dobili smo COVID. Zanimivo. Pa še to, kaj smo še dobili. Veliko migracijo. In kaj je naredila pa Evropa? Če bi bili pravi lideri, nisi imel pravo barvo, nisi imel pravo vero, ostal si na drugi strani meje. Koliko se človek ozavestil? Merkleva je bila velika državnica, velik um. Ona je vedela, zakaj je, 3 milijona migrantov sprejela. Populacija Evrope se stara. Kako se pa populacija podmladi? Z nataliteto lastnega naroda ali pa s priseljevanjem. Spet migracija. Torej, migracije narodov so tiste, ki se ponavljajo na vsakih 700 let. In zato je meni, na primer, najbolj neverjetne te
trditve oziroma ta upor proti migracijam, ker migracije so del človeštva. Mi smo se iz Afrike selili po celem svetu in mi se bomo ves čas selili in to je tako človeško, tega ne more nobena vlada, nihče ne more tega ustaviti. Ne. Pa če bi kozmična inteligenca, jaz sem mojega Boga, moj Bog je tin. To sem kot 7-letna punčka sem rekla, da je moj Bog tin. Kako mi je prišlo, ne vem. Tin? Tin. To je Bog kozmične inteligence. Tin je Tin. Bog kozmične, ja. Aha. On bi ustvaril, zakaj potem ustvaril rdeče, rumene, črne, bele ljudi? Zakaj jih je ustvaril, če smo nekoristni, če se moramo ločevati? Ja. Poglejte Francijo, vsi so pobarvani. Anglijo, vsi pobarvani. Kaj pa narobe, če je v Sloveniji so Kitajci, rumeni, če so rdeči Indijanci, če so črnci? Kaj je to narobe? A ni to lepo? Ko se dve rase zmešajo. Najlepši so mulati. Ja. Ko se ukrščajo geni. Včeraj sem slišala eno dobro novico, kaj se zgodi, ko se zmešajo geni. Od moje prijateljice, vnuk, je bil učenec generacije, Oskar, dobil državno štipendijo, ukrstili so se geni. Oče je Portugalec, od matere Portugalke in očeta Španca. Mati je mešanca, babica, je Slovenka, oče je Srb. No, to je tudi ta mešanica. Rodil se v Španiji. Intelekt, vodnar, 30. januarja rojen, ki ima IQ verjetno, mislim, da ima 210. Oskar. Oče je, ne vem, 170 visok, on je kot, Pedro je pa potomc, oče od Pedra je Šved. Ja, a ni to dobra kombinacija? Ded je bil visok 2 metra. Oskar pri, ne vem, 15 let je že bil 190 visok. Kaj se zgodi, ko se ti geni zmešajo? Fantazija, to je božanska inspiracija, to je ta Neptun. Si predstavi, če bi mi imeli predsednike evropskih držav danes, a viš, enega Sadhguruja, enega misleca. Vojne ne bi bilo. Vojne ne bi, zakaj potrebujemo orožje? Jaz hočem pomagati, pa ti pošiljam rakete. Jaz nikoli nisem razumel, zakaj milijarde in milijarde posvečamo smrti raje kot življenju. Milijarde in milijarde evrov, dolarjev posvečamo raje smrti, kakor preprečevanju. Dokler bo Neptun. Neptun je vse, kar je skrito. To se dogaja že stoletja. Ampak ne. Pardon. Ne, kar prosti. Ampak jaz, veš, kako hitro razmišljam. Kljub vsemu pa je to vodnarjeva doba. Jaz imam občutek, da kljub vsemu tudi iz teh vojn in iz vsega tega, kar se zdaj dogaja, da mi kljub vsemu gremo v preboj. A je zdaj pa za konec nam to povej, a gremo k dobremu? Seveda, da gremo. Evo ti, moja mama je bila v Dachau in moj oče bil v Auschwitzu. Primerjavo delam. Delali so v tovarni min in so jih vozili s tovornjaki iz tam, kjer so bivali, iz tih barakah, do delovnega mesta. Okostnjake, v štratatih oblekah. Ljudje so hodili mimo, jedli sladoled, otroci, smejali se. Nihče ni rekel ne. Danes se to ne bi moglo zgoditi. Ne bi. Ker danes to pomeni, da so človeški možgani v 70 letih toliko doživeli evolucije, so se spremenili, to je pa postopek. Postopek. Mogoče ti boš doživel, da bodo človeški možgani toliko spremenili. Jaz mislim, da na sceno mora stopiti ženska in da mora reči ne, ne rojevam svoje otroke zato, da ga boste ubijali. In ko bo
prvič, jaz mislim, da se bo zgodilo 34. leta, da bo veliko, veliko število žensk na čelu evropskih držav. Da bo. Ženska mora prideti ženski pozitivizem, odnos do sveta skozi oči ženske. Ženske smo drugačne. Nismo možače, rojevamo otroke. In mi ne smemo dovoliti, da ti moški ubijajo naše otroke. To pomeni, samo sledite, kdaj bojo začele ženske stopati na sceno. Jaz bom tle malo kontriral, meni se zdi, da je. Mogoče mladi Jaz bom tako rekel, jaz bom kontriral v tej smeri, da bom rekel, da meni se zdi, da prava prihodnost je v združevanju leve in desne, moškega in ženske. Absolutno. Mislim, da Ampak zdaj že je uravnovešeno. Ne, nisem rekel tega. Jaz sem samo rekel, da tako, kot ste rekli, Vijana, da bojo ženske. Jaz sem definitivno zagovorc enakopravnosti in sploh vem, jaz sem zgodovinar, jaz, kot je rekla prej mami, sem začutil povezavo s tem, tudi prva, da imate zgodovino, in jaz vem, da so neki dolgovi, ki smo jih moški dolžni oddolžiti se ženskam, ampak poleg tega verjamem, da ste ženske tako zrele, da teh dolgov ne boste nam nikoli izstavljali računov. Ne. Ja, ampak zato pravim, meni se zdi, da ta cilj je skupnost. Meni se zdi, da ne eni, ne drugi nimamo pravilnega odgovora, mislim, da skupaj imamo pa ta odgovor, ki bo prav. Ja, Maj, veš kako, ampak da pride do enakopravnosti, tako bo prišlo takrat, ko bo ženska na čelu države, riba smrdi od glave. To. Potem je pa normalno. Ženske smo, Sprejmem. jaz ne morem dvigniti žakelj cementa. To bo naredil moj moški. Naj naredi tisto, kar jaz naredim boljše. Mislim pa, da nikoli se ne bo zgodilo na tej planeti, da bo moški rodil otroka. Da je to privilegij nas žensk. Jaz sem tako ponosna, da sem 3-krat rodila otroke. Svetu, ne sebi. In jaz se vam obema zahvaljujem za to. Ker če ne bi bil tle. Ja. Najlepša hvala, Ana. Vsa vprašanja, vse, kar vas zanima, vprašajte. To ni bila politična debata, to je bilo iskanje svetlega pogleda v prihodnost, spajanje starih in novih znanj in naj vam bo lepo v življenju. Jaz bi se še posebej zahvalil, Ana, meni ste tudi danes pokazali en drugačen, tako kot Nika zadnjič Kovačeva, en drugačen pogled na astrologijo. Na astrologijo. No. Tako da ste mi prvo v življenju, ki ste mi malo bolj logično razložila, kako delujejo te stvari oziroma kako astrologi delujete, ker do današnjega dne navkljub mnogim razlagam nisem pojma imel, kako pogledati na to. No. Ja, torej, učitelj vedno pride takrat, ko je učenec pripravljen. Astrologija bo prišla v vaše življenje takrat, ko boste pripravljeni. Jaz pa vam lahko iz prve roke povem, da je zelo pomembno orodje v mojem življenju in da mi je pravzaprav, ko pogledam nazaj, pravzaprav skoraj na nek način žal, da nisem bila prej pripravljena slišati teh modrosti. Ampak O, Zvezdana, zvezdica moja, kako jaz, veš, če ti gledaš v nebo, boš pristala na neki zvezdi. Veš, nikoli ni prepozno. Ni prepozno. Nikoli ni prepozno. Evo, s tem končujemo.